Jaz sem profesor dr. Bojan Žalec, filozof, zaposlen na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem predstojnik Inštituta za filozofijo in družbeno etiko. Sem tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu. Za nas filozofe je to vprašanje problem, rekel pa bi, da je značilnost inteligence samostojno reševanje problemov. In v tem minimalnem smislu sedaj že obstaja tudi umetna inteligenca. Umetna inteligenca že obstaja, kot sem dejal, in nikoli ne bo možno rešiti vseh problemov, ker vsak problem rodi nov problem. So pa bistvene razlike med umetno inteligenco in človeško inteligenco. Torej, ni vsaka inteligenca človeška inteligenca. In če trdim, da je umetna inteligenca inteligenca, to ne pomeni še, da je človeku podobna inteligenca. Malo, kajti ChatGPT ponuja generične odgovore, ki pa za filozofe niso zanimivi. Oboje, odvisno je od nas, kako jo bomo uporabili. Ne bojim se, da bo umetna inteligenca premagala človeško znanost, kajti menim, da razvoj človekolike in oblikovanje človekolike umetne inteligence ni verjeten. Vendar pa so nevarne ideologije, ki zlorabljajo sapojemajoče dosežke umetne inteligence. Transhumanizem je izraz, ki ga je težko opredeliti, kaj ima več pomenov. Vendar pa je najbolj znana radikalna različica transhumanizma, to pa je stališče, da je možno s pomočjo znanosti, tehnologije in farmakologije tako izboljšati človeški da bo dosegal zmožnosti, ki so danes nepredstavljive, ali pa celo do te mere presegal človeški da sploh ne bomo več govorili o človeškem ampak o postčloveškem bitju, posthumanizem. Jaz mislim, da je v prvi vrsti ideološkega, čeprav imajo resne ustanove, kot je Oxfordska univerza, inštitute za raziskovanje človeške prihodnosti, ki jo vodijo najbolj znani transhumanisti, v tem primeru oxfordski metodik Bostrom. Vendar pa mislim, da so filozofski argumenti transhumanistov šibki in da delujejo predvsem na ideološki ravni. Zato, da se izognemo naivnosti, ki je lahko v tem primeru umetne inteligence usodna. Prvo vprašanje je, kaj je človek? Drugo vprašanje je, kako ohraniti medčloveške odnose v pristnem pomenu besede. In tretje vprašanje je, kako se izogniti nasilju, ki ga omogočajo in spodbujajo družbena omrežja in sodobna tehnologija. Sam vedno gledam z optimizmom, kajti mislim, da so bistvene stvari, v katere je položeno naše upanje, take, da jih človeška roka ne more v temelju pokvariti. Dobro je tisto, kar človeku omogoča, da razvije svoje potenciale in kar prispeva ne samo k dobremu posameznika, ampak skupnemu dobru. Skupnemu dobro pa lahko gradimo samo skozi dialog, odnose in medsebojno empatijo. Mislim, da morajo izbrati kombinacijo dveh poti. Zelo pomembne so temeljne znanosti, kajti dajejo platformo, na katero lahko naložimo posebna znanja. Drugo pa je, da se odločajo za multidisciplinarne študijske programe, kajti v teh je prihodnost in omogočajo tako etično kot znanstveno širino, ki omogoča ustvarjalnost. Umetnost izvira iz najgloblje človeške kreativnosti, iz tistih plasti človeka, ki jih ne bo mogla nikoli zajeti še tako umetno proizvedena inteligenca. Se pravi, izvor umetnosti je tisti del človeka, ki bo ostal, tudi če bi tehnološko konstruirali vseobsegajoči in vsevedni tehnološki Težko, lahko dam konkreten primer. Recimo,
Generativna inteligenca temelji na statistični analizi. Vsaka naslednja beseda, ki jo proizvede, je proizvod statistične analize. Težko si predstavljamo, da bi za nekega Baudelaira ali pa za nekega Franceta Prešerna lahko umetna inteligenca napovedala naslednjo besedo.